Živijo, jaz sem Boštjan Ahvar in to je podcast Podrobnosti. Danes 30. jubilejna epizoda. Anže Tomič in the house. What, ali jaz ne vem, kaj moram pa reči, če rečeš in the house. Možeš what, tak se reče. Okay, no, to sem Čak, dajmo še enkrat. Anže Tomič in the house. What. Okay. Bolj češko največ, nisem kar mogel. lahko naredim. Ja, dejansko sem upal, da boš go with the flow pa naredil to. Ja, pa se provam, sam nisem. Dajte še enkrat to reči. In pa misteriozni tretji glas. No, tisti, ki mogoče malo spremljate podrobnosti, že veste, da so danes na vrsti weird zadeve, tako da Boštjan Gorenc. Ja, ampak nista bila dost weird. Dajte še enkrat, da bomo vzeli Zeitgeistu. Dajte še enkrat, ga to vpraš, pa že ti naredi tisto, kar ti je rekel Bog, jaz sem pa pol to propelal v Zeitgeist sodobnega trap rapa. Ok, no daj, Boki. Anže Tomič in the house. What? I love the coco. Kaj je bilo pa to, moš pa razložiti? To mislim, da je najbolj weird zadeva. To je toliko weird, da tega sploh ne bomo dali pa link, mogoče nek rapper, sploh ne, kako se mu reče, ampak to je največji hit v New Yorku, zanč ga je toliko nalimal, ki je gor, da to vsi buta in to je nek papak, ki ga je Busta Rhymes kao najdu in je cel komad, tako je čist počasno, sam nekaj govori, I love that coco, yeah, this is me in the coco. To sem pa nekaj slišal. In je tako, in spot je tam neki glavo v koki noter utaplja, ampak je pa pol zdaj posnetek, glih Giza ga je dal na Facebook danes, ki je na koncertu in Busta Rhymes leti zrani, tako vas nakokiram, pa našpricam z unimi steroidi in fukne z odra dol in naprej repa, ne Busta, ja pa pa neki trije bodyguardi pobirajo in se komi pobere stali, tako smešnice, oh how the mighty have fallen. A ja, Busta Rhymes ni več mislim, je zabredel, ali kaj? Busta Rhymes se je že na začetku, če ga poslušal, ko misliš, da se je dal repat brez pol kile koke v nosu. Ok, fair enough. Anže, dej malo povej, kje se nas drugače sliši pa se to podcast Podrobnosti pa mreža Aparatus, dej besedo dve o tem. Tako, podcast Podrobnosti je na mreži Aparatus, ki je na aparatus.si 2p imenu. Jaz smo tudi na Twitterju in na Facebooku, če tam poiščete aparatus.si, tam najdete vse epizode, pa še par oddaje v mreži, eno tudi glave, jaz ne vem, kdo to dela. Drugač pa, če greste na aparatus.si/podpri, pa lahko celo mrežo tudi podprete, pač hvala za te prostovoljne donacije, vsak evro prav pride, tako da ful hvala. To je pa to, kar je admina. Okay. Vedno moram vprašati, Facebook si omenil? Samo omenil. Pro, jaz sem pro. Vedno boljši si. V zadnji epizodi, 29. epizoda, je bil gost Daniele Bolelli, italijanski pisatelj, univerzitetni profesor in pa podcaster, sicer živi v Ameriki in je avtor ene ful zanimive knjige Create Your Own Religion, o tem smo dosti govorili, pa tudi o njegovem lifeu, o karieri, pa kaj smo se še pogovarjali, o Conanu, The Barbarianu, pa Bruce Lee. Si skoraj rekel Conan O'Brien. Skoraj, tak sem ga imel že na jeziku. Ja. Tako da se splača počekirati cool podcast. Je to po mojem, ne? Ja, to je to. Nač, Anže, štarte zadevo. Ok. Pižamc, zdaj moraš tebe vprašati. Jej. Kaj dogaja? What? Oh, God, a lahko nehamo delati homije, Sam bi res lahko en tak unofficial raperski videospot naredili z unimi Aparatus hudi, a veš, pa Ja, sem res. Ja, vi kaj jih imate. Ja, to je pižame, svojega men doniral, to je res. Ja. Zdaj, tako kot Sveti Martin, ki je svoj plašč razparal na pol z mečem in dal polovico potem beračena in pa ga je očitno toliko zebal, da se ga je mogel napiti, da ga ni več zebal z uno polovico plašča, ko mu je ostali, tako je postal zavetnik vina. Ja, true story. Drugače pa ja, tisti, ki mogoče še niste poslušali Weird zadev prej, vsako 6. epizodo se nam pridruži Boštjan Gorenc Pižama in tako jaz kot Anže kot Boštjan zberemo ene par
vir zadev, ki smo jih zasledili na internetu v zadnjem času in potem malo vsak posamezno predstavi eno od teh in jih potem malo skupaj pokomentiramo. Teda danes ne bo nič drugače. Mogoče sam za tiste, ki niste vedeli, mi smo naredili eno tako epizodo tudi poleti. Kdaj je bilo? Augusta ali kdaj je bilo to že? Ko je bilo live? Ko je že bil 7, 8 ob 9 od 10. Tako, prav. In potem smo šli potem je Bog je rekel, jaz imam ful dobro kulinarično idejo, gremo na Horsa. Tudi ob 2 zjutraj, če si trezen, Hors ni dober. To smo takrat spoznali. To je res, ja. Ampak tega je bilo kul to narediti, da spremembo uživo eno zadevo. Zanimivo, no? Jaz ne, meni je bilo prav fajn, pa Anže je bil ful živčen, to moram povedati. Na začetku, pa je bilo kul. Pa je kul. Tako je po tisti pol kili koke. Kaj že, I love that koko, da to moramo, da lik noter. Pa je skakal podru in se da, wuha, got you all in check. Odlično. Apparatus did a squat that will break your neck. Ne ti freestyle, ker ti si neki zmagoval to. A si dejansko zmagoval ali si sam tekmoval? On je zmagoval. Mislim, bo enkrat državni prvak. Boom. A to je ta mikrofon, ki ga imam jaz, ne? To je ta mikrofon, ki ga imaš ti, ja. Je prislužen z znojem lastnega obraza. Za mojega, ne tvojega. Ne, imeli smo takrat, to je bilo v začetku, tam začetka, po 2001-2002 naprej smo se zorganizirali, smo bili rodbina Trgavšek, 4 freestylerji, ki je bilo pač Antoko, Walter Trkaj, pa jaz in takrat je veljalo, da je sam Trgavšek lahko premaga Trgavška brata. Pa zdaj pa še ni novi mulci najdel, pa eni smo malo zarustali, eni smo malo stranšli, eni pa še zmer trgajo, tako da mislim, da zdaj neke te dni imajo nek battle v Mariboru, dajte to preveriti, mislim, da bojo neki se na štuku batlali. Tebe pa doben več ne je mogel prepričati, da bi šel zdaj nazaj se batlat. Ne, ker izvajava, ne veš, ker to nucaš konstantno. Že takrat, pravzaprav na tismo, ko sem zmagal, je bilo tako, da mislim, 2008 je bilo to, ali 2007, ne točno, 2008 meni se zdi, je bilo tako, da sploh nisem mislil, ampak so ta prvi 4 iz prejšnjega prvenstva dobili wild, pač povabilo, in sem rekel, sem šel gledati enom predizbor, pa sem rekel, sem malo zarostan, ampak proti telim še zmer lahko. Ne, to so bili tisti časi, ki Tosija kot Basla Rhyme se slačil na odru, pa delal sklece, medtem ko so mu nasprotniki repali, pa jih na te in one mogoče načine probal dekoncentrirati. Slačil se je v sklece dela. Ja, lej, to so ti agrafetejevci. Ne, pa ko smo bili pa agrafetejevci, gledajte, to weird zadeva, že to že dal tudi link noter, Zaza, ki poroča iz Lifa, to morajo ljudje videti, če še niso. Ja. To Bokijo je preveč za razložiti, ampak bo video. Ko boš videl video, je kar mal. Ja. Boš rekel Zaza kralj in ga bo šel obiskati v Berlin. Pač človek, ki je kralj sveta. Ja. Pa na Denjevih zvezdah je bil. True story. Okay. Ja, to je bizarno. Mislim, da je imel on prej Denja na Radiu Študent. To je pa res, ja. Denji je bil prvo njegov gost, pa je bil polno Denji. Jaz sem zdaj malo tihne, malo smo zabrali, ampak po enem mesecu pijem pivo. A ja, konc je paleo novembra. Yes. Nekaj dobrega, neki so Reservoir Dogs, tudi neki tam Gorica Ajdošna in neke apokaliptične pirčke imajo, so nam včeraj znapo tam prinesli, ker so Cankarju kuhala in se pašparil za nocu in kar zanimivo, tako da fine, tam Ajdošna kar ratuje, vsi neki varijo doma te svoje brujčke in pejlejle. Ampak te so se celo, sem njega tega imel, sem videl, dejansko so lagarja šli delati, ne? Tako da to je kar pohvalno. Ne? Ja, to je kar... V pivu vem pa tako malo, tako da zdaj govorite o, ne vem čem. O košarki. Ja. Vesolski. Vesolski, ja, točno to. Evo, smo spet v Busta Rhymesu, pa Space Jam. Bravo. To je Space Jam, vrhunski film. Vrhunski film je. Kdo začne danes? Anže. Te se tu strinjam. Wow. Okay. Vse je, moja ta prva se meni zdi vrhunska. Okay. To že cel teden čakam. Najdel sem najbolj bizarno ribo, ki sem jo videl v lifeu. Najbolj bizarno rimo. Ribo.
Ja. Reče se black swallower fish. Okay. In kao živi ful na globini, ne? Zato je zelo malo primerkov, da se najde, ampak je tako narejena, da v bistvu lahko požre plen, ne? Ki je, ne vem, neko 4-krat večji od nje. To pa zato, ker ima tako želodec, ker tak mehur pod sabo. Vidim na sliki, da tam na link, ne. Ja. Fauš sem je. Ja, v bistvu je tako. Ali pa se lahko hvala, pač rečem, fantje, jaz sem suh, ampak sem pač glih karenga od dojka zmazal na zavod. Ja, točno to je izgovor, pa, da, veš, to je izgovor. Ne, sem res toliko bizarna riba, ne, tako, pa sploh ne vem, kje se jo najdem, ampak to imam jaz tak, imam ta folderček za weird zadeve, ne. Sem zanjško in se rekel, what the hell is going on? Black swallower, prav, ja. Ja, prav black swallower fish. Ja. Črna govtačica. Apparently. Ampak ne, prvo sem mislil, da je za jebanci, pa sem šel pa gledati in mislim, da me niso nategnili in da to dejansko obstaja. Tako da, ne. In je kao 25 centi je dolga in nima lusk, kar je dost očitno, ker jo vidiš enkrat in ima ta od spodi, kaj bi rekel, pač res želodec je, no, jaz ne vem, kako drugače reči. Zvezdnica podmorskih deep throat filmov. to dejansko je deep throat, ne, zdaj če tako gledam. Ja, to bolj se že ne da, več. Mislim, to dejansko je eno, to treba povedati. No. Ja. Ne glede na to, kako uvir se sliši, ampak dejansko imaš prav pižama. Ja. Ampak in je res, mislim, tako, zanimivo mi je, ne, ker ne vem pol, kako plava, ne, to pač, ko poje. A videa pa nikakega, si že video gledati, kak? Ja, mislim, da je celo neki na YouTubeu, mislim, da je celo neki, sem se bile bolj tako slikce, a veš, te, ki jih vidiš klene. Se mi zdi, da je zadeva Kako nova, kaj je sveža? Ja, ne, pa da je redka. Pa to težko snimati, verjetno na globini 11 kilometrov, a ne? To sem se izmislil. Ne, veš, kako je, tropical waters, bla, 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 in potem je od 700 do 2745 metrov. To je tako minus 3 glav. Ja, minus 3 glav, v bistvu. Da se te povodne, te globokomorske so itak čez noreš, te, ki so te z lučkami, ne, gorka so. Te, kar vidiš, to so samice. Samice so ful velike. To pa vem. Imajo taka grozna usta velika, kaj? Ja, pa to. In to so, samčki so pa čist majhni, ne. In potem oni plavajo in se prpopajo, ne, na te ribe in se čist vanje zdruznejo, tako dejansko se nekako spojijo z njimi, tako da ostanejo na koncu samo oni testisi, njihovi gor ne binglajo, ki jo polo plodijo, ne, in tako da zgleda, kot bi pirhe nesla k žegnu, ta riba. Kar je pa še bolj bizarnega, je pa to, da če samček ful časa ne najde samice, ne, da bi jo oplodil, se začne sam spreminjati v samico. A da nehi? Ne. Čakva? Ja, pride do spremembe spola in se začne samček sam spreminjati v samico. Da sem jaz davno tega v svojih samskih časih šalo, ne, ker sem rekel, da mogoče te joške niso zaradi tega, ker bi bil debil. Ja, ne, dejansko pride do premene spola, to pač skrbijo. Zato je, veš, the nature will find its way, kot se rekel v Jurassic Parku. Tako je. Ja, ki ima zdaj tale, že spet nadaljevanje. Ja, Jurassic World. Ja, sem videl trailer in me že ne zanima. Te že ne zanima. Kaj pa trailer Star Wars novi si videl? Ja, to je moja tretja stvar. Ok, pa bom tiho. Okay. Ja, to je okay. Rewind nazaj. Okay. What? Noč, naprej. Sam se mi že svita, kaj boš rekel, veš? Ne, v glavnem, to je bila moja ta prva, kdo je naslednji, zdaj bo videl z meni. Lahko jaz. Ti si se javil, ne, mislim, Boki je prvi spregovoril, tako mislim, da mora biti Boki. Ja, lahko. V glavnem, kje piše se to, da vidi? V glavnem, da ne bomo itek dali link pa to, ne, ampak, Center of Process Innovation je prišlo, ima neko novo idejo, da bi začeli delati windowless planes, ne, se pravi letala brez oken. Sicer sliši se ful, bom rekel, glupo na nek način, ampak v bistvu največji razlog za to bi bil zato, da bi lahko prišparali na benzinu, ker naj bi v bistvu namesto oken, se pravi, če si predstavljaš celo letalo, namesto tistega trupa letala, je bilo vse v bistvu na nek način prozorno steklo, zaradi tega naj bi, seveda to ne bi bilo navadno steklo, to je neko posebno steklo, ki so tudi napisali tudi neki OLED, se pravi Organic Light Emitting Diodes, naj bi v bistvu povezovali to steklo, in bi bil predvsem avion oziroma letalo veliko lažje, ne? In s tem bi v bistvu prišparil zelo veliko na samem
na samem, spravi gas, na benzinu ali karkoli že. In je to tisti motiv, ker ga išče, kako zdaj narediti letala, ta velika, ki so zdaj, da bi jih naredili lažje. Ne? Ker si vemo pač v smer, kako gre svet, nekako se tudi govori s tem, da naj bi benzin oziroma samo gorivo vedno dražje in tako naprej. Ti možeš računati, če ceno aluminija pa zraven za chemtrails. Normalno, to je itak zraven, to je všteto ceno. To je že notar, ja. Ampak tukaj bomo dali zraven te linke, v bistvu je kar mar scary tak pogledati. No, si predstavljaš, da v bistvu sediš v letalu, kjer v bistvu je okol v bistvu steklo, ampak na nek način je to praznina. Se pravi, ti imaš res dejansko 360 degree view, a veš, okol sebe, ko letiš, ne. Razen spodaj, ne, razen na potleh. Se pravi, v bistvu dejansko ti greš med oblaki, letiš in v bistvu imaš pregled levo, desno, gor, dole, ne. Sama stekla in nekako si tu bil en komentar oziroma v tem članku piše, da večkrat ljudje pozabljajo, recimo zdaj, ko letijo, sploh te transatlantic flights pa to, ne, ko ti letiš, ti se daš gor svoje slušalke, svoj film gledaš in te briga za vse okoli tebe, ne, ampak dejansko je ogromno lepih pogledov, sploh zahodi in vzhodi in tako naprej in da bi to bilo res lahko nekaj spektakularnega videti te scene in leteti na tak način. Ne. Je seveda to še vzel po vojih, ampak Anže je letnica, okoli 2050 naj bi v bistvu... Okay. Ja. Malo je sam jeba, veš, ka zdaj se res vse ven vidijo in propade pa tista premisa iz zone Somraka, da samo eden vidi unga gremlina, ki žre krilo pa kablov je tam. Ja, samo, veš kaj me zanima, zdaj polka bojo prišparali na benzinu, ne, a bojo dali zice bolj narazno. Se to, ne. Kaj ti pomaga, če smo mi dvometraši noter, kot da smo v enem mini traktorju, no sedimo, če imaš okoli steklo, pa gledaš 360 degree view, ne. Ja, me ne zanimajo oblaki. Se strenjam. Ja. Veš, to je tako, prišparali bojo na benzu in pa bi lahko dejansko dali malo manj zicov noter, ne, ker bo cene, ampak ne, zicov bo še več, ne. Grem stat grem. It's all about the money. Točno to. Ja, to je tudi en komad. Ja, ne bomo zdaj o tem, ker meni ima češki. Okay. Ne vem, zakaj ga ti poznaš. Češki. Je tudi komad It's all about the Benjamins. To je že malo bolj cool, ker bomo... Zakaj smo to vas tako mulj, na eni točki bomo nekaj začeli repati, pa to sam pižama zna. Kako pametno ga naredila. Ja, bom pa Pink Floyd man izpustil. Sedaj je to odlične opcije. Ja. Ampak ja, ok, to se pravi leta 2050 prozorni avion. Jaz bom 70 let tako star, tako da, evo, grem na enega od teh in grem na Transatlantic sprobati to sceno. Cool. Če bom povedal, sosede že skupaj, pa ni šans, pa najkrat same letijo gor pa dol. Samo res ne moreš verjeti, kakšna razlika je to. No. Če imaš udoben zic ali pa ne, za tisti uro, 2, 3 ali pa 5, koliko jih je, mene to ubija. No, res. Ja. To je jaz še enkrat, trkam, Tisti, ki ste 2 metra pa več ali pa 195 pa več, dobro veste, o čem govorimo. Ja. Ne, najbolj je folk, je 1,75 m, tako jaz vem, impedija, ne, ni model, ti ne veš. Ti imaš ležalnik. Pa ne, najbolj res me razpizdi, ko priješ na avion, pa tako gledaš, a veš, a bi lahko dobil tisti exit pa to, pa tak 1,56 m visok tamle udobno na exitu, a veš, pa ga ti tak pomilestljivo pogledaš, a se bo le človek ima svojo tisto dobroto v sebi, da bo on rekel, lej, izvoli, vsed se, grem jaz na tvoj zid, veš, ampak on pa sem tak, namest tega pa dobiš tisti pogled kao, evo ti majstore, a veš kao. Ne, to imamo mi, ta visoki, res travme, to se zdaj že da tretjič. Ja, samo res, to je treba spremniti. No. Jaz tudi ne moram imeti tega, res, ker je taka depra to, da ne moreš imeti tega. Ne, to je res, to je ubijanje, no, res. Ok, ajde. Evo, jaz bom pa kar ostal pri zračnih zadevah in sicer... Če ste pogledali moj jaz se zdaj odpiram, pa mi je urala še všeč. Lahko vidite na prvi sliki mačko in goloba, ki imata na hrbtu nekaj, kar se zdi kot raketni nahrbtnik. Ja. In sicer gre za slike iz enega kodeksa iz 16. stoletja. Ne. Zdi se, kot da sta tle ta golob in mačka z jetpacki ali pa oziroma dnevnik nekih tržiških mulcev. Ne. Kaj pravzaprav počnejo, ne, mačke in dol naprej imate še polno nekih drugih fotografij iz starih besedil povej, s temi mačkami in kaj je, ne, to je bilo način vojskovanja, ne,
ki so ga imeli, sicer vprašanje, koliko je bil uspešen, ampak to je bil način, kako zažgati grad ali mesto, do katerega sicer ne moreš priti na noben drugi način, in tako, da si potem mačkam ali pa golobom dal neke posode, navezal na nje, jih napolnil smodnikom in jih zanetil in potem spustil, da so šli tja, recimo prav. Tukaj piše, kakšna so navodila, da ustvarite nek manjši žakelj kot neko ognjeno puščico, potem privežite žakelj na hrbet mačke, ga zanetite in na to izpustite mačko, da bo stekla oziroma zbežala v najbližje grad ali mesto in se bo od strahu skrila, kjer kakšen senik ali pa slamo in tam bo potem uskedan oziroma ali slamo in bo to zažgala. Ja. Zdaj, vprašanje, koliko je bilo to uspešno. V teoriji vrhunska zadeva. V teoriji kaj ni. Ne, če bi psa dal, rečeš nekaj, ok, pes, mogoče mu lahko rečeš, pejt, saj v smer mu lahko mačka. Če daš to na hrbet, so samo sedla pa začela. Ja, ampak kaj je zanimivo, da dejansko to so uporabljali skozi zgodovino, Te nekaj stvari leta 1862, ki je bila ameriška državljanska vojna, so konfederacijske sile upale tam, kaj je bilo to pri zalivu, oziroma fort pri pregazu Valverde, so upali, da bojo prerezali komunikacijo med utrdbo Craig pa njihovim štabom v Santa Feju in je sred noči je nek ta Union, se pravi, zavezniški poveljnik James Craydon skušal na par teh uporniških postojank tako pognati v zrak, da je tja poslal mule, na katere so naložili sočke smodnika, ki so ga že pržgali, med te konfederacijske črte poslal, ampak te mule so bile tako zveste in namesto, da bi tja odtavale, so se vrnile nazaj v lastni tabor. Ampak oni so pa zbežali, tako da edini žrtvi sta bili 2 muli, ampak sta pa splašili vse ostale živali, tako da je bilo dejansko so sami sebi eno veliko medvedjo uslugo naredili. Mulina usluga. Ja, mulina. S tem, da imaš polno, drugih še recimo tudi Rusi so nekaj te pse, da so tanke, skušali napadati. Ena najbolj bizarnih je pa to, da so imeli Sovjeti, so neke Rusije treniral živali, delfine in še neke druge morske živali zato, da bi napadali podmornice. To sem pa že bral. S podmornicami še hujše je pa ta način, da so jih probali trenirati tako, da so jim prevezali harpune na hrbte in da bi oni pol te potapljače nasprotnikove nabodli in jih zvlekli nazaj na obalo. Wow. Čeprav, a ni bil to od Konzalika en roman? Veš, ta človek je tak šund pisal. Ja. Mislim, da je bilo, jaz sem najdel ta članek, ki so potem nek ta Rus, ki ni imel več denarja, da bi vzdrževal te živali, jih je potem, to je bilo leta 2000, to se je jih je prodal Iranu jih je prodal. Niso pol neki spustili, kao, ni bila neka taka fora. Tako da... to se pa spomnim neki. Rusi. Ja. Ali prodajo stare nuklearne podmornice ali pa delfine z sulicami. Tako da zdaj sicer takoj povem, da se niti pod razno ne strimem in ne podpiram takšnega krutega ravnanja z živalmi in vsakogar, ki bi počel kaj takega, bi naščuval žival iz mojega naslednjega dejstva, ki pride v naslednjem krogu. To ti moraš reči, ko si iz Kranja. Ja. Kranjske gimnazije. Se je to, v glavnem, to ne bomo šli v to. Okay. A sem jaz? Ja, jaz sem. Ti si. Ok, pa imamo pa en video, ki sem ga jaz, Bokiju pa Pavi, Smiljan Pavič otvitnil ta teden. In je potem Pavič je nazaj rekel, kako precizno so morali to zračunati, da se je šlo. Potem pa Boki, ki očitno verjame vsem teorijam zarote, tako nazaj prije, da zihar je to videomontaža. Gre pa za posnetek, ki je epski, res je dober. Ko v bistvu Formula 1 Lotus pač se pele in pa je rampa narejena, in tovornjak, in ko rečem tovornjak, mislim tovornjak s dolgo prikolco, skoč čez formulo. Sprav ne formula čez tovornjak,
ampak tovornjak čez dejansko formulo. tovornjak gre ravno, formula pa medtem gre pod njim iz desne na levo stran, ne? Dokler je v zraku. a ne. Tovornjak, dokler je v zraku, Ja. dokler tovornjak skočne. In kar se mene tiče, ta posnetek je pač čist realen. To Kar se ni meni treba tiče, enega kar se CGI-ja. meni tiče, pa ni realen zato, ker ne verjamem, kdo bo si dal svojo glavo tam, da ga zgazi 18-wheeler. No. Mislim, Pa se tako, kot je Pavič rekel, se ful so zračunali, pa ni nevarnosti. Ne? ne vem, če lahko, a ni vedno vem procent možnosti, da gre nekaj v malo. Se je, Ja, no, ampak valjda, lej, da je, ti bi ne. šel takoj noter, da tudi če bi se zdajle, če bi se tovornjak dol prelomil, mislim, da ga ne bi mogel zadeti. Ja, je pa nor posnetek. Tako res je nor posnetek. Ne, splača se pogledati, ker res ful dobro zgleda. Sam moram Sam fakt je, da manjka čak Norris, ki bi vmes špago delal. Se to, Ja, ne, Van Damme verjel. je A bilo. ne, Van Damme. Van Damme. Verjel, ja, enega take je mogel videti, a veš, od teh, pa bi rekel, to je to. Lej. Ja, ne, sem res čist hud posnetek. Ne, res. Pa tako 30 sekund traja, prav narejen je A bil. je to zdaj čist nova zadeva drugače? Tek sveža, ali je to že nekaj Ja, časa? kakor veš. Ne, ni, lej, tle imaš Publishton 21. november. Aha, pa je to zdaj. To očitno Nekaj je sprašujem, dosti- ker je lih dosti Formula 1 frišno. sezona končala, pa me je zanimivo, da so lih proti koncu sezone dali to ven, da ni to, veš, to je bilo bolj nekako, Ja. mogoče pred Glede na sezono, to, da da ima napali Lotus- folk. Pa to, Niso upali vsem tvegati voznika prej. Ne, mislim, da to tudi ni panike, ker Lotus glih ne zmaguje. nizka. Kako se znebiti voznika, ki ima še troletno pogodbo, pa ne dosega želenih rezultatov? Točno to, hej, rabimo en viralen Imamo en posnetek za na full cool internet. zadevo. Poslušaj, lej, vse je kul. Cool. Sam peleš se. Ja. Sam Ti greš Sam pa ne sam gor ravno- gledati, sam peleš se pa ne gor gledati. Pa ne gre, pa se samo na levo zavine hiter, ko imaš ono belo črto na cesti. Samo A on tam to ga- vrnak tam, ne, ti si v redu, ti se samo udi, ko more UPS, ko more Bokijo 10 Blackberryjev, pa ne sprijenih nehajo delati. Ta je, sam peleš se, ta je v redu. Ej, by the way, testiram iPhone 6, ko sem tako mi grede. A to je uved zadeva? To je zelo vir zadeva, a ni? Ja, je. To je Ja, za se mene si ti to na ful- vrst, tako da to je ta tvoja druga vir zadeva, je Boki. Ne, škaj me je najbolj kul, ne? To je treba povedati, ne? Boki zdaj ima iPhone 6, ne? On ga ima. Nisem ga To kupil, je- ne vem, domislil sem kupil. Nima Pa veze, rečem, sem ga nima do, da veze, sem ga lej. dobil, da je bilo darilo, Lej. da sem ga dobil. Pa ne Poslušaj, bo domislil, da sem šel lej, dejansko ti ima- izkupiti, zato ker ne bi šel nikoli. Ne, le, sploh me ne zanima, lej, ti imaš iPhone 6, Ja, tako da ne prebija, da ga testiraš, ki uporabljaš ga. testiram ga. Ti Ne, zdaj ga uporabljaš. testira, da ve, kad dobi naslednje darilo, da bo rekel, dajte mi raj, prosim, denar. Ja. Če ne bo zadovoljen z njim. Kaj sem ti napisal že zadnjič? Zdravo, pišem ti z tega telefona, ker ga testiram. A je tako? A sem- Ne, Koliko ko časa ga testiraš- že imaš? Koliko časa ga imaš? Ja. Ne vem, ene par dni zdaj. No. Manj Kaj, kot teden. No. Manj kot teden. A pa- Ampak je zdaj to tvoj primarni telefon trenutno? Ja, ne, imam še vedno Blackberry. Ne, ampak okay. V kjer imaš SIM kartico? V špansko telefonsko imam v Blackberryju, tako da v bistvu ga bolj uporabljam. No. Slovensko te, imam pa tukaj smo. za iPhone. Tako da zato pravim, da ga Ja, testiram. dejansko, no, veš. mislim, realno gledano. vidiš? To je tako, ne, domovina, Boki, domovina, mislim, da zmaga. Ja, Tako da primarni telefon, jaz bom to tako tako tretiral. da, je pa dober, no, moram priznati, je pa dober. Je pa dober. Ne, no, se vas slep ni, ne. Konca je bila cesta. Je. Zakaj ne more narediti Saj so iPhone šla- za tipkovnico zraven? To, sem to. Zato, ker bi bil to, ne. zato, ker Pa bi bil to to ni več korak nazaj. iPhone. Ja. Pa veš kaj pa je to? iBerry, To je pa iBerry. Blackberry s touchscreenom, ker so bili res vsi dobri. Kaj si rekel? Te vsi Blackberry s touchscreeni so bili res full Ja. dobri. Tako da. Odlični To pa še jaz telefoni, priznam, da je res. bilo disasterno. Da je. Ja. Boki, ti si. Jaz veš? sem, a ne? Ja, ti si. Okay, meni je pa ta link poslal eden od poslušalcev že nekaj časa nazaj, od poslušalcev podrobnosti, pa sem pol, mislim, da že pozabil prejšnjih ali pa predprejšnjih, recimo v zadevah to omeniti, pa sem se pol spomnil, pa sem rekel, da bom dal. In sicer gre za solar panels, da je pižama, prevedi mi to na slovenščino, ker se vedno zabavam. To so te sončne celice. Sončna celica. so. Ja, sončne celice. In sicer se pravi iz sončnih celic, se pravi, to je zdaj naj bi v prihodnosti, vsaj ena od ameriških podjetij se zelo zavzema za to in so med drugim na Indiegogu zbrali že prek 2 milijona dolarjev za to. In tudi vidim, da imajo nek funding že zdaj, da je tudi government že nekaj malo involved ameriški in da so na vseh teh seminarjih, predavanjih in tako naprej.
v glavnem dobivajo neke nagrade in tako naprej, ampak zakaj gre? Gre za to, da naj bi začenši v Ameriki, potem pa po celem svetu, vse, kar je betonsko po tleh, se pravi ceste, pločnike, kolesarske poti, ne vem, igrišča, položili z posebnimi solarnimi celicami in naj bi to bilo predvsem zaradi tega, ker bi to prinašalo ogromno prednosti. Prvo kot prvo seveda pridobivanje energije, ker ogromno je površin betonskih na svetu, seveda. Druge stvari so pa recimo zanimive tudi ta, da naj bi glede na to, da je to vse potem digitalizirano, ti lahko sproti seveda spreminjal lučke na teh po cesti, naprimer, ne? A veš, se pravi, en pas je zdaj prežgan, potem se to, recimo, ta cesta se zapre, ne, se zamenja in se usmeri pas v drugi del, ker se tu popravila, a pa recimo en parking je recimo, ne vem, za invalide in ga potem lahko spremeniš v parking za ljudi, ki nimajo teh težav in tako naprej. Se pravi, to so zanimive stvari, a veš, da bi lahko ti dejansko iz neke baze digitalno spreminjal, kaj je na cesti, kakšne črte so na cesti, a ne. Druga stvar je pa ta, da naj bi to vse bilo tudi ogrevano, tako da ne bi bilo več v tistih državah oziroma v tistih predelih sveta, kjer je sneg, dejansko ne bi bilo več treba kidati snega. V bistvu se bi sneg, ker bi bilo toplo, a ne, sneg bi se sproti topil. Shut up and take my money. In bi bile ceste v bistvu skozi suhe, a ne. S tem tudi veliko bolj varne, govori o tem, da naj bi to zmanjšalo onesnaženost zraka, ker bi toliko manj teh težjih tornjakov bilo na cestah, zaradi popravil cest in tako naprej, blablabla. Manj bi bilo lahko tudi nesreč, ker v bistvu čim bi se zgodila neka nesreča, bi potem lahko takoj ti dejansko, to bi bili taki senzori na teh solarnih celicah, ki bi zaznali recimo tak problem, takoj postavili oziroma takoj na cesti bi se zasvetile lučke, recimo, ne vem, 100 metrov naprej je ustavi ali pa 200 metrov naprej, a veš, sproti, to je bilo v bistvu real time spremembe na cestah, a ne. Tako da ideja sama se mi zdi ful zanimiva, tudi spot, ki so ga naredili, bom dali link zraven, je ful dober. Ne vem, meni se zdi taka zanimiva stvar. Ne vem, kaže, naprimer, nekdo recimo prečka cesto 100 metrov naprej in tebi takoj recimo napiše, ne, se pravi, počasneje, takoj ti napiše na cesti in tako naprej. Ne. Tako da, ne vem. Meni se ta zdi tok nerealno. Meni je the best, ko vidim, da so te celice so šestkotniki in to je super, ker to pomeni, da pa, ko bo naslednjič zastoj pred uncem, pa bomo 2 ure tam stavimo lahko odprli pač avto in šli na cesto in igrali Katan. To ali pa kjerkoli une, kaj so Panzer General, kaj so, veš, testne strategije, ki so tudi heksagončki. Ja. Ne vem, meni se ta zdi, da bi to delali na neki tako večji... Se to, ne, se to. Zdaj, katero leto je, Boki, ti si strokovnjak za to, katero leto je predvideno za testno uporabo? Čak, nagrem skozi. Mislim, na testna uporaba je nekaj že bila malega, ampak to ne na odprti cesti, ampak bolj na tistih zasebnih, se pravi, bom rekel, parkiriščih, zasebnih cestah in tako naprej, da so testirali. Ampak, kakor vidim tule, dobivajo dejansko ogromno, kar neke podpore, no? Tudi neke nagrade v bistvu dobivajo in tako naprej. Poleg tega naj bi se to odprla nova delovna mesta in tako naprej, bla, bla. Seveda potem se spet vprašaš, ja, kaj pa una delovna mesta, oni, ki bi mogli sneg kidati, a oni pa pol kaj, a veš, oni bolj še naprej kidajo v prazno, kao, a veš. Pa ne, da oni bojo pa najdel nek drug šiht, kjer bodo lahko presenečeni. Ja. Ker bodo lahko ne. Lej, eno leto so ful pripravljeni. Bomo videli. Ja. Mogoče že v torek. Ja, mislim, okay, to je res. Ja, tako da, letnice nisem videl sicer, no, da bi pisal, ampak dejansko zgleda, da je to predvsej taka aktivna zadeva, ker se še zdaj odvija, vidim, da sproti nekaj dodajajo, neke novice, neke stvari, tako da. Kaj pa vem, zanimivo je bilo vedeti, jaz bi ful bil za to, da se mogoče pokrije na večji del enega mesta, recimo zato pa, da se pa vidi, kako se taka stvar obnese, no? Ker sliši se ful dobro. A ja, ena stvar, ki je še bila polen pomislek, je bil ta, da v bistvu, ker je to vse digitalno in povezano z računalniki, kaj pa če nekdo to sheka potem, a ne? A veš, kaj mislim? Ne, to se še nikoli ni naredil. To se še nikoli ni zgodil, Bog je kolo. A to misliš, da bi pa se pelil, pa bi bil tako penis narisan na cesti? Ja, ali pa... Ok, ne bom nič. V glavnem, ja, si predstavljaš, kaj je to, da bi nekdo to shekal in potem kaj vse bi lahko z tega delal. Tako da ja, ampak lej. Vseeno, pa mislim, da hujše štale na cestah, kot jo imamo po letu v Sloveniji na avtocestah, ne bi mogel narediti. Lej, bom pa tega rekel, no še to, da glede na to, da kakor so slabe ceste iz Notranjske gor proti moji Koroški,
bi dal vse, da imam lahko te solarne celice gor, kot pa tisti asfalt, ki ga imam. Tako da, evo, shout out malo za Koroško. Ne, Koroška, ko sem fakt gor poveš, da ko avtocestah sem bene smejk naštekal, ne vejo, kaj je to. Fuck, Zakaj se pa jaz ne smem? Burn. Meni pa ni smešno. Anže, ne smej se. Ste normalni. Stala. Preveč dober. Kdo? Pižamc, ti si. Veš kaj je, pižama? Mislim, da bo tudi zdaj Boki hotel tole name naščuvat, kar bom zdaj prebral. Ker nisem profesionalni komik, te lahko sam pozovem na igro 1-1 v basketu, pa te razturim, ker ne enkrat te ne vrnem to. Ne, jaz bi raj videl Red Battle. A to je neutralno. Boki versus pižama, to je to. Ja, to je to. Pa sta lahko oba dva, what. Boki, ja ti rečem Boko, I like that Koko. No, v glavnem, v Ameriki živi en klub, tako bi Romana Kranjčan, ker je bil en majhen klub, pred katerim se je vsak pravi moški in prava ženska pognal galop. Zakaj? Ker ta klop ne prenaša borelije, tako kot večina teh klopov, ki so naši homi tukaj. Temu se reče Lone Star Tick, se pravi, ta klop osamljene zvezde, Amblyoma americanicum, te klopi amblyoma, že tako se že je v mama, to res so nasramni. In ima tudi recimo neki ta Rocky Mountain Spotted Fever prenaša, ampak najhujše je pa to, da tip ima eno stvar, ki se reče alfa-gal, to je galactose, alfa 1.3 galactose, je pač nek tip sladkorja, ki se ga najde v neprimatih in v glavnem pod normalnimi pogoji trebuh ta alfa-gal čist brez negativnih posledic prebavi, ampak če ga bo želodcu, če ga imaš pa v krvi, je pa pol, ker imunski sistem začne proizvajati protitelesa in naslednjič, ker pride ta alfa-gal pol v telo in ga malo zavintla in se začne boriti proti temu. In zdaj intenziteta teh reakcij je različna. V teh najhujših lahko celo pač imaš oteženo dihanje in občutek, da goriš. Kdaj se to sproži potem? Vsakič, ko ješ meso. Kvačak, polnen. To je klop, zaradi katerega postaneš alergičen na meso. Ja. Ne moreš več mesa jesti. In jaz si to predstavljam, da Jadranka Juras doma goji eno floto telih klopov in jih tako poljubljani. Pejte moji ljubljenčki. Ne sem a pa prav meso. Ja, prav meso ima to in potem da je pač, da teka malo sicer to alergijo, lahko še je ribe pa pšanca, se pravi ta fake meso, lahko pa vseeno celo neki mlečni proizvodi izzovejo reakcijo ali pa celo zelenjava, če si jo skupaj z govejo mastjo se kuhala. Tako to je pa kar creepy. Pa imaš kar edino možnost, da se postaneš vegetarijanc v bistvu, oziroma še hujš vegan verjetno, Ja. Ne, se imaš fiš pa chicken. Kaj je to lahko? Sam za bifko. Je pa fora tudi, da lahko 8 ur traja do reakcije, kar pomeni, da doskrat pa sploh ne pomislijo takoj, kaj bi bilo tisto, kar bi jo izvalo. Zanimivo. Kje pa živi ta pajek, si rekel? V Ameriki. Oziroma ne ta pajek, ta klop, Ta klop je v Ameriki, tako da je tle, da pri nas je. Imeli so pa ampak so tudi v Avstraliji neki pred 7 leti neko podobno imeli, ampak tukaj pa se pravi, da je ta klop se širi po Združenih državah in še posebej je razširjen na Long Islandu. Tako da so imeli v zadnjih 3 letih 200 primerov tega pika, ki je okužil ljudi. In jaz pa jasno sem šel malo naprej raziskovati, kaj so še bolj prefuknjene alergije, ki jih človek lahko doživi, med njimi recimo alergija na vodo. Okay. Čeprav tukaj piše, da mogoče je lahko od 15 minut do nekaj ur traja, ampak
tudi z antihistamini potem to zdravijo, ampak je pa dejansko pač predvidevajo, da oziroma strokovnjaki so prepričani, da ni čisto voda, ampak zaradi aditivov. Ne, se pravi, stvari, ki so v vodi in da ker imajo ti ljudje toliko občutljivo kožo. Ne. In eno najbolj bizarnih, ki sem jo pa najdel, je pa to, pač, da so obstajali ljudje, ki so alergični na spermo. Ampak, valda, ampak ne tako pač kot ženska, ne, ampak dejansko obstajajo ljudje, ki so alergični na lastno spermo. Kaj? Ja. Kje ti to najdeš? Napišeš unusual allergies in da so neki Nizozemci poročali o 2 primerih, temu se reče post-orgasmic illness syndrome, to je bilo v januarja v Journal of Sexual Medicine in so imela pač te neke alergene, pač simptome alergije okrog oči in nosa in potem še podobne simptome kot gripa, nekaj časa po seksu, masturbaciji oziroma spontani ejakulaciji in potem, ko so delali te obodne teste, so potrdili, da so te pač te ljudje dejansko alergični na lastno spermo in so potem s to terapijo, ki ti počas večajo, ne, zdaj ne točno ko je slovenski izraz, se prej mojca povedala, pa sem že pozabil, hyposensitization therapy se temu reče v angleščini, se pravi, da imaš majhne doze alergena in potem skozi višajo, da se ti toleranca dvigne. Tako da, ja. Kako sploh na alergična nekaj, kar tvoje telo proizvede, to ne razumem. Ne vem, pač koža, veš, očitno nekaj ali s kožo, kaj ne vem, jaz ne bom zdaj tukaj nekaj, ampak ja. Hočeš reči, da nisi doktor? Nisem doktor. Sprav, če nisem doktor, lahko rečem, dajte malo, kaj treba že piti, varikino za une parazite ven potegan. Za vse parazite. Za vse parazite. Tako da ja, to alergija, imate še vidva kaj dodati na to temo, ali boste šla zdaj, že vem, da šel testirati. Okay. Če je na vodo alergičen, pa na meso. Ne, to bo bog, ko si predi. Jaz sem zato tiho, ker se še odprej nisem kse prišel. Kdo je zdaj? A sem jaz že spet? Ja. Aha. Tretji krog. Ja, jaz sem pa pol ta zadnjega, pa nisem dal pač weird zadeve, je weird zadeva, ampak se mi zdi tak mejnik, pa sem rekel, mi trije bomo skupaj za mikrofoni, da bi bil, škoda bi bila, če ne bi nič rekel o temu, ne. Prišel je ven prvi teaser za Star Wars, 7-ko, The Force Awakens, je zdaj podnaslov, ne. Drži. Tako da sklepam, da sta ga videla oba, ne. Ja, še podnaslov je pa It hits snooze button. Ja, okay. To bo Spaceballs, veš. Ampak jaz sem rahlo navdušen. Jaz sem zelo navdušen. Meni je... Ne, sej par stvari, ko si rečeš, veš, recimo, ne vem, meni je bilo, malo mi je čudno tisti novi lightsaber, se pravi sabla, ki ga ima, ne vem, kdorkoli že je, tisti... Ja, en Sith, ne. Sith v črni obleki. Ta longsword variantica, kam ima. Ja, longsword, to so malo hotel Game of Thrones. Ja, ampak v bistvu dejansko tisto zgleda dosti nevarna zadeva za tistega, ki to drži v roki. Ker je v bistvu lightsaber, se pravi sablja iz laserjev, kako bi to že rekel, ki gre v bistvu ravno ven, pa še levo, pa desno spodaj poročajo. Ne? In tam, mislim, glede na to, da tisto reže res dejansko skozi vse, a ne, kao, mislim, tisto ti gre za pestje, mingar, da je malo krivo zasabljaš, pa je sam roka pade. Jaz sem zanj bral eno teorijo, pač, mislim, da se verjete bilo na 9gag, ki sem prek enega linka prišel, pač, zakaj se nihče v Star Wars vesolju ni spomnil tako bojevati, da ti ka zamahneš, ne, proti nekomu in on da svoj žaromeč tep nasproti, da bi obranil. To je pravilno prevodu slovenščine? To mislim, da so v Jokerju, da so žaromeč. Ja, žaromeč. Meni je super beseda. Meni tudi. In da so oni potem, da pač, ko ti zamahneš, on ti postavi blokado, ti pa tik preden bi tvoj meč zadev na ga spstiš, da zgine žark in ko greš mimo, sam še enkrat prežgeš in ga prerežeš. Bravo. A ja, valjda. Klikar si mi uničil vse. Kva? Ja, to bi dejansko funkcioniralo. Ja, to bi dejansko lahko funkcioniralo, Ja, ker ti ga pač ugasno. Uno prazen zamahne, ti ga prežgeš in pol... Nazaj in samo nadaljuješ z udarcem dol, ne?
Okay. Mogoče to je ena od tistih, veš, viteških, ki se jo tudi pravil, ki se jih tudi te siti držijo. Veš, tako, ena je ta, pač, da ne izpustiš knofa, druga je človeka, lahko brcneš v jajca, sam nikoli mu ne puli dlak iz nosa. Ja, te pravila. Ampak, god damn, to je pa res, ne. Zdaj pa skozi to študiral, ko mu gledal, kako dobro Ja, sablja. za vsakeč, kam to videl, res slabo, ja. Danes pa samo ubijaš. Zdaj pomislite, da bi bil edini, ki bi to počel Jar Jar Binks, tako da je on edini tako inteligenten, da se je to spomnil. No, ampak Misel se, mi has a new invention, misel se, new strategy. Ampak glika si omenil, Jar Jarja, ne, jaz se spomnim, ko je The Phantom Menace, ko so ta prvi traileri vam prišli, ne, sem bil tudi napaljen. A veš, klej ima malo več. Ne, ta bolj resno zgleda. No, kaj mi je bilo? Pri Star Warsih v bistvu tisti, kaj bi 4., 5. in 6. del, ne? Mi niso bili všeč, ker so bili preveč, kaj bi rekel, preveč so imeli teh characters noter, ko so bili kot neke risanke. A veš, kaj mislim, ta Jar Jar Binks. Vse za otroke je bil narejen. Ja, ampak I guess. Ampak v primerjavi z prvimi 3 deli, normalno, ne moreš primerjati ne časa, ne tehnologije, ne načina snemanja, pa tak naprej. Ampak so bili ful bolj, bom rekel, resni, bolj dark narejeni. Veš, da si dejansko lahko gledal kot nek film, pa si rekel, cool. Tisti 3, ko so pol prišli, 4., 5., 6. del, mi sploh niso bili všeč. Ampak zakaj sem napaljen zdaj za tega 7., zato ker upam, da se bojo vrnili nazaj k prvim 3 z novo tehnologijo oziroma z temi novimi digitalnimi stvarmi, ki jih imajo. Ne, pa se je forajo temu, da uno so bili prequels, ne, ta kle se pa zgodba nadaljuje. Ja, se to, ampak kle ful je zanimivo. Mislim, da se zgodba vrne nazaj. Hočem reči, da se vrne k tistem stilu, ko je dejansko bolj... Ja, ampak se vidiš, da je X-Wingi obstajajo, kar je super, pa v Millennium Falcon je na koncu, pa na X-Wingih so piloti imajo od Rebel Alliance insignijo, pač te znake, kar jaz upam, da pomeni, da se še ni čisto zaključil, ne, tako je bilo to. Ampak, ne vem, jaz to kupam do dobro, ampak glej, če je to J.J. Abrams dela, ne, en ekipa, če so lahko iz Star Treka meni zelo ljuba 2 filma. Ja, cool je Star Trek, sem gledal, pa ni slab, no. Ja, no, se zaradi tega in to ista ekipa dela, ne, tako da jaz ful enih upov polagamo tole, no. Tako, jaz upam, da nam pol čisa nojdi. Pižama, ti neki nisi navdušen na temi Star Warsi, vidim. Ne, jaz stvari opustim, da se tako lepo pogovarjata, jaz pa sam gruntam, če so te X-Fighters, ne, so taj X-Winge, če so te X-Winge kdaj uporabljati pri matematiki. Kako je bilo pol jeba, veš, ko se rekel, imaš 5 X-Wingov, ampak obe je bilo to pol neznanka v tej tekstni nalogi. Težko je na akademiji za pilote v Star Wars vesolju, ne, tako da ne, sam jaz upam, da tega ne zajebal. No. Ja, res. Pa dober teaser je, res je dober teaser, tako. Svašta je noter. Imaš par novih stvari, imaš par starih stvari, ampak na koncu Millennium Falcon leti, sem kar kocine so mi šle po koncu. Ko pokaže onga robotka, ko se te kotali, sem malo cviknil, sem neko pismo, ne mi te, veš, te cute finte noter dajati. A veš, kaj v čem govorim? Ja, štekam, ja. Jar Jar. No, ne mi te, sem to, dejte njega nekam, naj grejo nekam. Ampak ko sem pa videl Stormtrooperje, ko v bistvu so nekje čakajo, da jih neki vrže, skrcajo nekje dol, tisto mi je pa čisto huda scena, no. Pravno vojaška, veš. Ja. Pa te čelade so čisto hude, te nove od Stormtrooperja. Pokaj pa X-Wing sem pa rekel sold, sem rekel, to je to, okej. Pa na koncu bo X-Wingov noter to, kar jih je bilo trailerju unga kotrlikavega robotka, bo pa 2 uri. Ja. Bo glavni lik pa, ja. Ja, smemo, ko smo glih pri teh filmskih franšizah, pa to zdaj ven prišlo, pa ne, jaz tega res nisem nikoli zasledil, da je Jackson hotel imeti Seana Connerja za Gandalfa. To sta videla? Ne. A za Lord of the Rings? Ja. A bojo novi filmi se prišli ven? Ne, za takrat še, za te prve. Ampak je rekel, pač, le, sem prebral, pa scenarij, pa ne vem, se ne vidim v tem. Rekel, pa ne vem, še ne vidim v čemu. I am Mr. Golf moram iti gledati. I am Mr. Lancelot. Jaš me šmone peni. The Grey, Gandalf the Grey. Ja, Če, kako je že iz Goldfingerja? Kako že reče? Do you expect me to die, Goldfinger? No, Mr. Bond. Ne, kako je? Ne, god damn it, zajel sem, ne. On mu reče, no, expect you to die, ne. Ne vem pa, kva ga vpraša. Pozabite. To bom not pustil, ampak whatever. Zdaj, ko smo lih pri filmih, a Interstellar sta gledala? Ne, ja, jaz sem pa ne.
Ok, ponavljamo. Ne, Zakaj ne? Ni vredno. Kaj ima veze? Zdaj, ko on me je dan zajebil, ima da ga enkrat zajebil nazaj. Lej, veš, kaj bom naredil? Daj bom dal slušalke dol, pa ne vem, že ti meni na Skype napiškam. Da si back, pridem ne, no, nazaj. pa lej, bomo Interstellar lahko enkrat ekstra, eno glave naredili, no, ki pižam spogleda. Ok, može, to pa može. Pa bomo lahko, pa res, pa bomo lahko glave, pa je sam Interstellar, ker se je veliko Pa zapovedal. loser bo prišel. Pa loser bo može, leto, pa vrega može. je ta Neulen ne ve, kva dela. V glavnem, ja. Kdo je zdaj? Boki, ne? Evo, zdaj, ko smo li govorili o vesolju po vsem tem, zgleda poleti zdaj, v poletnem času so v Ameriki organizirali, je NASA organizirala eno tako veliko srečanje znanstvenikov, zgodovinarjev, filozofov in teologov in sicer na temo Preparing for Discovery, se pravi, govoriti o dnevu, ko bo dejansko človeštvo oziroma pač človeštvo odkrilo življenje v vesolju, za katerega vsi, vsaj od teh, ki so bili tam, bolj kot ne verjamejo, da se bo nekaj dni zgodilo. Zato zdaj govorimo lahko o dveh stvareh, govori se ali o preprostih mikrobih, ali pa v bistvu o življenju v inteligenci, kot si jo predstavljamo, se pravi civilizacija nekje druge v vesolju. A si predstavljaš to, da ta prva civilizacija, s katero navežemo stik, so Jar Jar Binksi? Jaz ne vem, če bi to... Bi se zaprl nekam v klet do konca leta. Ne, pa bi bil takoj Lukas po TV-ju, sem vam rekel. Ja. Ne bližnje srečanje tretje vrste. Star Wars prequels. Ja. Historical document. Ja. I have come here to secure... Ne ga probat. Bog je naučil, jaz sem naprej. A si gledal Boki Galaxy Quest? Ne. Glej ta film. Galaxy Quest. Glej Kaj ta to novo, film. stara zadeva? Ne, stara. Okay. Ampak hudo. res Mogoče celo sem Res se spomnil. Bom čekiral, no. Okay. To so pač vesoljci, ko letijo na zemljo in govorijo tako, kot vse slovenske vremenarke. Fair enough. Okay. To je za šala, ki sem imel pripravljeno za glave, pa sem jo sam na pol skozi spravo, pa je mislim, da je takrat odletela čez glave. Boki. Kje sem zdaj ostal? V glavnem pač so se debatirali o tem in v bistvu normalno veliko ljudi oziroma veliko teh znanstvenikov, zgodovinarjev, teologov, filozofov je podalo svoje mnenje. Predvsem pa so se govorili, na kak način pripraviti zemljane na to odkritje. In je bilo predvsem govora veliko o tem, kako bi ljudje na zemlji, kako bi odreagirali na to. Veliko jih misli, da seveda, če bi odkrili enostavno mikrobe, da bi to bila v bistvu nekak vroča novica 3 dni ali pa največ en teden in potem bi vsak šel, pa še manj, pa bi vsak šel naprej k svojim delu, se pravi k svojim nadaljevankam in svojim reality showom. Seveda pa bi bilo čisto drugače, bi se dejansko odkrilo inteligentno življenje nekje drugje v vesolju. Pri nas so precej prepričani, da bomo v naslednjih nekaj desetletjih odkrili vsaj mikrobe, glede na to, koliko je bilo v zadnjem času zdaj vseh raket poslanih oziroma teh raznih, kaj na sondi, na kometo smo prestali oziroma na asteroidu so prestali nekaj teden nazaj, tako da, oziroma je prestala sonda ESE, tako da se pravi, da veliko teh stvari se odvija in je samo še vprašanje časa. Med drugim zanimiv podatek, da naj bi bilo 100 milijard zvest v odkritih do zdaj, oziroma koliko naj bi NASA vedela za njih, in nekje 70 do 80% teh zvesti ima vsaj po en planet, tako da si lahko zamisliš matematično, koliko je možnost, da bo nekje življenje. Pa ko sem pol to obral, sem rekel, pa zanima me ful vajno mišljenje, recimo, kako bi bilo v primeru, da se odkrije neko inteligentna civilizacija. Boštjan, pa te resno vprašam, recimo, kaj ti misliš, kaj bi bilo na svetu? Panika, vse skozi, ne vem, pandemonium, ali bi bilo to v bistvu čist nekaj normalnega, na kar je današnja, bom rekel, družba zdaj že pripravljena, da bi pač to je dejansko realnost. Pa me ful zanima, res, kaj misliš zdaj? Jaz zdaj ne vem, če bi znala ta druga rasa tvrkati, mislim, da bi jih sprejel. Ampak jaz mislim, da ni, no, verjamem, prepričan sem, da obstaja, da nismo edino življenje v vesolju, ampak glede na to, da in na razdalje, in na časovni obseg samega vesolja. Jaz dvomim, da bomo kadarkoli, da se bo nek ta stik zgodil. Ampak, če gledaš, sploh kako je razširjen, pa da se moraš najdati. Eni pridem, ne, da je njih več, že 3 milijone več let.
In tako da je. Bi pa mogoče sam dodal, tle, kar si omenil, da sem dal tle link kar pod tvojega, ta pristanek na kometa, da so ugotovili, da komet poje, ne, ko šiba skozi, da nek zvok proizvaja. Ima svoj zvok, ja. Se da ta zvok. Ja, in jaz sem pa to posnel na kaseto in ta zvok prav na audio in sem ga vtaknil v svoj star spektrum in je Kontraband 3. Ja, true story. Ja. Kontra, pa kje si zdaj bo to en Žigi Turku povedal. Ja, ne. Žiga Turk z aparata Smajca, to je bilo cool. To je bilo vrhunsko. Kaj sem hotel reči? Ja. Ampak lahko jaz odgovorim na to vprašanje, kaj mislim, da bi bilo. Ko si že videl Interstellar, pa veš v bistvu, kako je dejansko res težko bilo potovati, oziroma kako so časi različni, v bistvu, a veš, nekje na drugem koncu galaksije čas čist počas, oziroma hitreje gre kot na Zemlji in vse to, ampak no, me zanima, kako ti gledaš. Ne, vse bi se zgodil, kar smo ljudje zmožni. Eni bi tako mirno sprejeli, eni bi mislili, da je konc sveta, eni bi začeli streljati, eni bi začeli tako denar zbirati. To bi bilo. Tako bi bilo, kot za vsako drugo zadevo. Edin ta moment bi se mogoče že spet zgodil, veš, da bi vsi vedeli, da smo res na Zemlji. Pač ne. Da ne bi bilo te, tako kot takrat, ko se je šlo na Luno, ki pol izpade v smislu, no, lej, mogoče smo res na nekem random planetu, ne. Tako da, ampak ja. Ne, jaz se dosti strinjam s tabo, no, čeprav pismo, ne, bilo ful odvisno, na kak način bi bila ta kontakt vzpostavljena, veš. A veš, kaj mislim, da bi to bilo... Ja vem, samo veš, to špekulirati je tako, ne, kaj pa veš, ne. Veš, to je, ampak jaz mislim, da bi se pač odzvali, tako, kot se čisto vse ostalo odzovemo, ne, pač s celim gambitom. Vse možno, ja. Vse možno. Delati bi selfie z njimi. Ja, ampak to bi bilo. V dobenem primeru pa ne vidiš tistega happy endinga, da se zaradi tega odkritja vsi zemljani združijo in postanemo eno. Ne, ka smo ljudje. Ja, valjda. Ne, meni je bilo zanimivo predvsem to, da so dejansko vsi ti ljudje, ki so v bistvu izobraženi ljudje, pa ki imajo neke funkcije v svetu, no, konc koncev je tudi nekih par omen opisanih, se pravi, so ljudje, ki so neki, ne, da so dejansko šli to debatirati, veš. Recimo, se pravi, to zdaj nekako ne bom rekel, postaja realnost, ampak en način se je treba razmišljati o tem, ker se bo enkrat odkrilo življenje nekje druge, to v bistvu podere predvsej starih, ne bom rekel, da podre religijo, ampak stvari, ki jih določene religije verjamejo. A veš, kaj mislim, to so v bistvu tako odkritje, ki je malo drugače, pa odkriti ribo na 2 kilometrih globoko v morju zdaj. A veš, kaj mislim povedati, ne? Ja, ne, se štekam. Sam pravim, se ti pravim, da bi se odzval na 17,000 načinov. Kjer način bi ti bil? Ja, ti bi šel streljati. Ja, šica, to je res, veš, če bankerat imam pištole rad. Tako da, ne, ampak, ne vem, tudi tako je, a zdaj predpostavljamo, da so to prijazni. Se pravi, da je odvisno ful treba povedati, na kak način bi bil kontakt narejen. A že bi šel zapisati, zakaj so uničili The Phantom Menace? Ja, točno to. Ne, jaz si to predstavljam kot nekaj takega, da je pač bila poslana v vesolje neka sonda, ki je potem iz drugega konca galaksije sprejela nek signal in to je to. Ne? Se pravi, dejansko signal in potrditev, da je obstaja neka druga civilizacija. Jaz nikako ne govorim za o nekih vesolcih, pa UFO-jih, pa nekih pristankih na Zemlji, pa to, kar se mi to zdi... Ali bo pa to sonda, ki bo... Ja, jaz sem hotel reči, da sonda v moji zadnjici govori drugače. Ampak to ne bo naslov. Ne bo. Jaz sem imel še ta Star Trek žog, da mogoče bo to sonda, ki bo prišla do Zemlje in hotela slišati kite. Se vsi spomnimo šestke Star Treka, šestka, mislim da, ali pa petka. Ti si človek, ki je bil na random tracku. Ja, to je cel plot enega Star Trek filma. Pride ena sonda, ki uničuje vse v prihodnosti na Zemlji, ker hoče slišati kite grbovce. In pa gre Star Trek crew v klingonski ladji nazaj. To je tako v San Francisco letijo. Ja, to ja. In pa dejansko 2 kita vzamejo in jih odpeljejo nazaj v prihodnost in sonda sliši kite in reče, ok, kiti so kle in gre nazaj domov. Wow. In polka tega kita spustijo tam v morje, en njegov zanamec ga po nesreči ubije in
Ali se ta kit Že za spet lup vanga, veš, ne prigravan, kjer Back to the Future bi to lahko bil. Najbolj Ne presežem, to je eden boljših Star Trek filmov. nekaj. To je Res ne glupo se sliši, da Bog pomaga. Ja, vem, res je dober. A Journey Home je podnaslov, to vem. No. Ej, lej, vem, ful razumem, ampak presežem, da ni slab film. Jaz ti verjamem, najde recimo. Okay. Poglej pa mi pa povej, no, res. A smo še, kje smo stali? Kdo je še kaj? Anže? Jaz ga imam še. Žance, da zadnjem. Evo, jaz sem pa prejšnji teden si glik z Amazona, ker sem full znižano naročil to novo QI knjigo 1411 Facts to Knock You Sideways. Se dejansko že pa gledate, sem naredil eno tako kombinacijo z drugimi knjigami, ki so bile odprečete, ki so bile cenejše na Amazonu, ki na Book Depositorju, da me je spoštnino pa prišlo to, koliko človek ene matematične kombinatorike obvlada, da pride cenej skozi. Ne, Ja, je neverjetno. V glavnem in tako par takih, ki bi jih za začetek zdaj malo na random odpiral, da je recimo ljudje, ki piratizirajo glasbo, legalno kupijo več glasbe kot tisti, ki jo ne piratizirajo. Ok, tam je nepresenečen. Potem Volvo je dal patent za varnostni pas v javno porabo, zato da bi rešil življenja. Okay. Azteki so poleg ljudi žrtvovali tudi volkove, želve, kače, kolibrije, detle in školjke. Školke. Ja, školjke. Ja, okay. Prvo nasilno dejanje francoske revolucije se je zgodilo v tovarni luksuznih tapet. Wow, to je pa metafora. Okay. Ja. Lepo. Potem, če bi bilo, danski kronski dragulji so iz lažnih biserov, ribjih lusk in pobarvane alufolije. Kaj? What? Ja, danski, nizozemski, sorry. Ja, kronski dragulji so iz fake pearls, fish scales and colored foil. A to nizozemci vejo? Ja, ne vem. Potem, recimo tako, ki se te sonde omenijo, ne pa, ko imajo ti ljudje te časovne kapsule, ki jih dajo pola, ne, da jih bojo čez 100 let lahko odkrili. 80% vseh časovnih kapsul se je izgubilo, ne, kar je sicer malo tak čuden podatek, ker lahko da bojo še kdaj jih našli. Najdene, ja. Ja, Biblija prepoveduje krajšanje brade. To je to. Ne, grešnik. Zato se ne brijam že zadnji mesec. Okay. To imaš vedno brado, državc. Ja, se zdaj si jo pristrigujem. Imam frizerja, ki totalno hoče, ful mu je the best. Fetiš. Ne, fetiš. Jaz bom rekel fetiš. Zato, in je, mu je urejati brade. In, tako, vsak, no, in dejstvo, ki bi ga rad povedal, je pa to šimpanzi, lahko se razločijo med sabo, pač oziroma vejo, kdo je kdo, če jim pokažeš fotografijo njihovih zadnjic. Zdaj imamo to, kar je Boki s tem what, skozi napaljeval, ta in debat, je tukaj look it in debat, in delali so poskuse šimpanzi, to je sicer 6 let stara študija, in so šimpanzom kazali slike zadnjic od drugih, tako da so se tudi genitalije videli, na to pa še pokazali sliko obraza lastnika te zadnje plati in še eno drugo sliko še enega drugega obraza istega spola in so jih veliko večkrat in so jih uspešno povezovali, če so bili to šimpanzi, ki so jih poznali. Ne? Se pravi, dokler so bili to znani, kar pomeni, da imajo ta celoten, lahko bi rekli, holistični pogled na telo, ker dejansko večina živali pač ima te dele telesa, pa glas, pa roke, ne? Vse to so posamezne in ločene entitete in jih ne združujejo v celoto, medtem ko šimpanzi pa jih. In seveda zdaj fora je tudi v tem jasno, da oni hodijo okoli goli, tako da če bi mi živeli v neki stalni nudistični koloniji, bi tudi verjetno po zadnicah prepoznavali druge, ampak je pa fora tudi v tem, da oni imajo zelo to, so te zadnice in tako tudi potem samice, ki jim nabreknejo
in obarvajo se živo, barvno, da potem s tem nekaj vabijo samce, da je tudi to potem razlog, zakaj so usmerjeni v te zadnjice. No, tako da je, ne, se pravi, ker med ovulacijo se ta še bolj nabreknejo, tako da samci to še bolj opazujejo. Ta slika, to je ful dobro, ko en šimpanz hodi, pa drugi za njim, na 20 centi zadnja, veš. Ja. To je to. Mene je bilo super, veš, kaj smo, da si nimam tega vizualnega spominja, da se ljudi še pol sliko pa imenom komi spolno, veš, te pa tako malo rit pogledajo. Pa takoj vejo. Me pa zanima, polka so te gledali, koliko je bilo še nekih teh videov narejenih, veš, kaj polka šimpanzina se sprehajala po džungli, rekel si, so me gledali v rit in me spoznali. Ne, v bistvu, tako je weird, ne? Ampak logično postaje. Ja. Stvar, na katero ne bi pomislil. Ne. V lifeu, ta star. V lifeu ne bi pomislil. Ja, se strinjam. Pa nekako še ena stvar, ki je mogoče. Evo, še to, Čubaka, ki smo glih pa Star Wars, glede sem jo odprl, a veš, iz kje to izhaja že? Ne. Saboka, kar je en od ruskih izrazov za psa. Čubakin glas, ne, so Čubakov, Čubaka je tip, ne. Ja, mislim, da ki se ne brije, ne. Čubakov glas so pa ustvarili tako, da so združili oglašanje medveda, mroža, leva pa jazbeca. In Disney so pa biologi tožili zaradi kvarjanja podobe hijen v Levjem kralju. Ja, ker so annoying pač, okej. Ja. Zanimivo. Kjer je to knjiga, da še enkrat povedal, zanimivo se sliši. To so te QI knjigice, ta je zdaj tretja v teh, ker so samo te fakti tako zbrani, se pravi 1411 faktov, ki te bodo pahnili v stran. Prej sem imel, pa še se imamo vse, ene so To Blow Your Socks Off, pa še ena v glavnem in je tako polno teh takih zabavnih faktoidov. Imaš pa prejšnje, kjer so pa dejansko tako razdelane teme in tudi tistih ribah, ki spreminjajo spol, sem v te njihovi The QI Book of Animal Ignorance, recimo. Boki, že stokrat smo ti rekli, da gledaj QI. Ja, vem. The Ancient Egyptian Word. Zate narejen. Stari Egipčani so besedo za mačko izgovarjali mjav. Fucking Egipčani so bili dojenčki. Očitno. Mjav. Okay. Wow. Ja, a to? Čak, Žan se bo to zadnji? Ja. To je zdaj še malo odprl. In wine tasting a cat pee aroma is a compliment. Urin mačjih samcev pa diši po čedarju. Wow. To ne bi to povedati. To je kao ono Star Wars, kvariš stvari zdaj že. To ni v redu. Zapriti to knjigo. Bom najdel zdaj le hit. Evo, to je za boke, šte z datumi. Na Kitajskem vsakih 5 dni zraste nov nebotičnik. Vsake 5 dni? Ja. In o alergijah 5% mačk je alergičnih na ljudi. Evo, to je to za konec. Wow. Kjer payback je bil pa tole? Ne sam vina nështë. Ne. Mjav. Zakaj me kličeš tako? A veste, kako je bilo imeti starodavni mačji boginji, kako je bila ta mačja boginja v Egiptu, kako je bilo ime? Bast. Bast je bila ta mačja boginja. Prav Bast. Bast. To vem, ker sem igral v bendu s tem imenom. To je z Aldom Ivančičem. Ok, ti muzikant, ti. To je to? Ja. Ok. Ja. Kaj se zdaj zgodi? Zdaj admin? Gremo na admin? Ja, ok. Pa gremo rezati, orang to dajo. Ja. V glavnem podrobnosti so del mreže Aparatus, vse najdete na aparatus.si, 2 imenu. Aparatus je tudi na Twitterju, je na Facebooku, tudi to vse na strani najdete. Drugače pa, če imate šanso, lahko celo mrežo tudi podprete. Tako da ful hvala vsem, ki ste to že naredili, v neki bi pa to radi naredili, greste pa na aparatus.si/podpri. Cool. To je bil admin.
Seveda, ja, ne pejte, kaj podpira tiste 4,8 ali pa 12 evrov, tako da bo Anže si lahko podal z bandwidth, da bo vsak dan 10krat ali pa kaj 10krat, 200krat gledal teaser za Star Wars. Za Star Wars res je. Veliko pokor, če lahko ga v HD-ju gledaš. No. In še en super fakt za konc. Do leta 1900 so obiskovalcem Stonehengea dajali leta, da so si lahko odškrnili spominek. Ja. Ful dobro je. Ja, valjda. Pa obstajajo neke kamni, pa nekaj ljudeh v garaži, ki ne vejo, kva so, pa je v bistvu Stonehenge. Vrhunsko. Pižama. Kje se pa tebe najde na internetu? Mene se najde na Afna Pizama, na Twitterih, sicer pa pizama.net ali pa na Facebooku Pizhama. Lepa. Boki, kje se pa tebe najde? Mene se najde na @bokinahbar, a ja, pa eni kul mikrofoni se prodajajo že. To je res, ja, to moramo povedati. Pač 2 mikrofona se prodajata. Mi poznamo tega človeka, ki ga prodaja. V bistvu je tako, da jaz sem na te 2 mikrofona že enkrat snemal in sta dejansko zelo legit mikrofona, sploh eden, ki je misteriozni, mu mi rečemo. Tako da bomo dali linke do Bauhe. Tako da, če koga zanima, so pa XLR mikrofoni, se pravi, niso USB, so oni za omešalko, ampak sta dejansko to je za podcastanje. Dobili bomo nek nov podcast, ne? Kva? Ja, 2 kolega delata nek prevajalski podcast, nema samo podnaslavljanje ali kako je to sam neka istočnica za to, kar boste delali, ampak glih prej sem tudi videl, ampak onda boste imeli še video komponento noter, tako da, da upimo, da bo upravičena, ne? Ja, hvala, ker si ti to rekel. Jaz sem na Twitterju Afna Anzeta, drugač pa aparat. Ja, ste videli, kaj so že naredili, kar sem videl, ta longsword, so že naredili iz Star Warsa, so že naredili montažo, kjer ima odprt cel švicarski žepni nož. Videl sem. Ja, čakaj, da tele link. No, da je link. Pa vse, ful enih dolgih. Ful je enih takih. Ja. Koškarije, ko ne vem, ko... Motorka. Vse možno, motorka. Evo, bomo dali to tlele noter pod tvojega. Jaz bom rekel 3-4 zdaj. 3-4 zdaj. Vesela dvera. Čau.